Danes v Pomurskem dnevniku jaslice izdeluje že 20 let. Božične poslanice. Svetniki zavrnili predlog proračuna. Dan plesa za osnovnošolce. Vreme jutri bo precej jasno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Franc Plohelj iz Juršince ves prosti čas namenja izdelovanju jaslic. V skromni garaži, kjer nastajajo umetnine, kot jih ni videti daleč naokoli, tako preživi vsaj 2 uri na dan. V zadnjih 20 letih je izdelal 20 jaslic, od tega je za ene porabil kar 7 let. Francove jaslice so večinoma iz povsem naravnih materialov, odpadnega lesa in papirja, korenin in storžev, ki jih nabira v bližnjem gozdu. Idej nikoli ne zmanjka. Ideja ti pride vsaki dan sproti. Ti se zdaj ne moreš zamisliti, jaz smo tako, kakšne male lahko narediš, ne? Za taka velika, bilo katere pa ne moreš imeti. Pač, vsaki dan se zamisliš, da vežeš tako, da bo malo zgledalo kot pokrajina je ali pa to, ne? Drugače pa, da bi se mislil po neki sliki modelu, pa se ne da to iz teh korenin, ne? Vsake jaslice sestavljajo stolpiči, akacijeve korenine pa imitirajo skale. Ta bližin, to še na naši zemlji, pač so bile stare akacije, potem pa to ostane, ne? To je sigurno bila korenina, ne? Potem pa to zelo lepo, to moraš gledati. Enake tede so pač malo bolj nekaj, moraš gledati, če je lepo korenina, tudi moraš gledati, da nekje potem tudi izpade. Po nasvete, kako doma izdelati takšno umetnino, prihajajo tudi sokrajani. On mi dosti pove, on ve to narediti, pač lepo, ne umetniško, ne. Jaz pa to tako bolj na naravni način bolj prikažem, planine pa to si naredim iz takih korenin pa tega, ne. Samo jaz ne dosegnem njega nikoli, ne. Nisem taki umetnik. Jaslic, katerih vrednosti Franc pravi ne more oceniti, ne prodaja, ampak jih podarja tistim, ki znajo ceniti čas in trud, ki ga vloži v izdelavo. Vprašaj, že dosti krat, če bi prodal, samo sem rekel, prvo jaz moram izpolniti svojo željo, potem pa ne mu rekel, ker obljubiti ne smeš nekomu, jaz sem ti človek, če jaz nekomu obljubim, vsako najmanjša stvar tudi držim, ne? Če ti nekomu obljubiš, čas beži, pride čas, da bi moral biti gotov, pa ni, ne? Da to nikomu ne obljubim tega. Svojih najljubših jaslic seveda ne more izpostaviti. Ja, vsake za sebe, vsake del mojega srca, vsake so del, ne? Pač te so največ, pač te so bile prve, ne? Prve so bile pa tudi ogromno časa sem porabil za nje. Koliko vsega skupaj? Ja, 2000 ur sigurno. Svojevrstnemu hobiju Plohelj nameni vsaj 2 uri dnevno, njegova največja želja pa je lastna razstava. Ja, enkrat si želim eno razstavo, ne? To jaz ne delam za nekoga, ker pač to ni vsakega, pač okus vsakega, ne? Enemu se upade, drugom ne, to dela za sebe, in potem pa pač to, da bi še želel enkrat eno razstavo narediti samostojno, ker na tak način dosti ne dela v Sloveniji ljudi. Francove stvaritve so tako pravi modelarski presežki, ki jim je posvetil svoje življenje. Ob božiču sta dobre želje in razmišljanje ob prazniku podala tudi evangeličanski in katoliški škof. Katoliški škof Peter Štumpf je izpostavil, da je božič človeško rojstvo besede vsemogočnega Boga, ki se je v davnini oglasila v betlehemskem hlevu. Večna beseda je zajokala, da bi ljudje delali dobro. Vse, kar se dogaja med nami in z nami na božič, ohranjajmo in premišljujmo. Leto 2016 ne prihaja med nas kot odtekanje časa v neko negotovost in strah. Tudi novo leto prihaja kot blagoslov iz nebes. Bog nam prenaša svoje varovanje, svojo naklonjenost in pa svoj mir. Bog je z nami vsemi. Božja mati Marija na vse veke ostaja tudi naša mati. Naj se ob božični noči ne obračamo samo k Bogu, temveč drug drugemu, je med drugim povedal evangeličanski škof. Božič naj bo torej vsak dan. Ne izgovarjajmo le preveč lepih besed in želja v praznikih, ampak vsak dan naredimo nekaj več. Drugačen božič za vse ljudi.
Dajmo prostor božičnemu veselemu sporočilu in ponovnemu rojstvu Boga v človeku. Le tako lahko postane vse novo, vse pridobi smisel, vsaka bolečina bo napolnjena z upanjem, veselje postane sproščeno in umirjeno, vsako delo postane nekaj, kar prej ali slej rodi sadove in uspehe. Celotnim božičnim poslanicam boste lahko prisluhnili v oddaji Aktualno. O tem, kako božič preživijo tisti, ki se znajdejo v stiski in brez strehe nad glavo, boste lahko izvedeli v jutrišnji oddaji Vikendica. Marko se je namreč mudil v zavetišču za brezdomce v Murski Soboti. Mi pa pojdimo naprej. Občinski svet občine Turnišče se je v sredo zvečer sestal na 10. redni seji. Na zadnji letošnji seji sta svetnikom znova vzeli največ časa točki dnevnega reda o prenehanju Zavoda za negospodarske dejavnosti Kovšta in o proračunu občine Turnišče za leto 2016. Na 9. redni seji so turniški občinski svetniki obravnavo odloka o prenehanju Zavoda za negospodarske dejavnosti Kovšta prestavili na naslednjo sejo in tako so na včerajšnji seji sprejeli sklep o prenehanju delovanja Zavoda Kovšta, ki je tako odslej v likvidaciji. Sam zavod je prevelik za našo občino, to je dejstvo. In nerentabilno je dva zavoda imeti, oziroma zavod in podjetje, in to peljati. Samo to pravim, nič drugega. Aktivnosti se bojo naprej peljale, pustimo društva pa razdelitev sredstev, to bomo naredili na enih od naslednjih sej, ko bomo vse te stvari, ta konglomerat skupaj izložili, da bo nekaj tazga, da bo uporabnega za vse. Največ časa so se občinski svetniki zadržali pri obravnavi proračuna za prihodnje leto. Številni svetniki so se dotaknili predvsem načrta dodatnih zaposlitev v občinski upravi. Novih investicij večjih ni bilo, torej te kadrovske zadeve ne razumem, zato jih podpirati ne morem. Ne pravim, da v prihodnosti kakokoli, ampak za enkrat potreb, kot je že gospod Svet in ostali tudi, če bodo prihodki toliko višji, toliko večji vseh dela, se strinjam. Ampak zdaj ni na vidiku proračuni karkoli takšnega, ne vem zakaj. Ob glasovanju na to predlog proračuna občine Turnišče za prihodnje leto ni dobil podpore in tako ni bil sprejet. Županja pa je opozorila na eno izmed posledic takšnega glasovanja. S tem, da niste potrdili proračuna, ste ustavili en postopek, ki je zelo pomemben, to je obnova čistilne naprave. To je velika stvar, vam povem zakaj. To je velika stvar, s katero je ogromno dela, katero sama jaz ne moram peljati, to je velik projekt. Peljali ga bomo skupaj, smo imeli namen peljati 3 občine skupaj. Financiranje v občini Turnišče bo tako v začetku prihodnjega leta potekalo po 12. Občinski svet pa mora na to proračun sprejeti do konca marca prihodnje leto. Občina Radenci in osnovna šola Radenci sta danes dopoldan za vse učenke in učence Radenske osnovne šole pripravili dan plesa. Zadnji šolski dan pred decembrskimi počitnicami so radenski osnovnošolci preživeli zelo veselo. V sklopu prazničnega dogajanja so jih obiskali člani plesne šole Zeko. To pomeni, da smo pripravili program od otroških plesov pa vse tja do 9. razreda. Imamo vse naše zvrsti, kot so disco dance, hip-hop, breakdance, pop program. V bistvu sistem je pa tak, da imamo pač mi za eno skupino par šolskih ur, naučimo koreografijo in na koncu se vsi predstavimo. Na tej šoli smo že nekako par let, tako da se že z učenci dobro poznamo, tudi zelo pridni so, delajo. Sicer pa se je v tem prazničnem decembru na radenski osnovni šoli dogajalo marsikaj zanimivega. V tem mesecu smo imeli kar nekaj projektov, kot na primer zbiranje igrač za otroke, ki si ne morejo kupiti daril za božička, pa tudi drobtinica, kjer se zbirajo denar za otroke, ki si ne morejo privoščiti malice ali kosila ter popoldanske malice. Odvija se tudi projekt Anina zvezdica, na katerem so se tudi zbirale igrače in podarile otrokom, ki si jih niso morali privoščiti.
Letos so za razliko bila bolj uporabni predmeti in darila, kot so na primer čestila, svinčniki, gradirke, barvice, kar si otroci v bistvu najbolj želijo. Na Anini zvezdici smo zbirali denar tudi za otroke, ki ne morejo iti v šolo v naravi, in upamo, da bomo s tem denarom pač lahko kaj uresničili. Ja, smo pa imeli, včeraj je bil dan samostojnosti in enotnosti, na katerem smo imeli proslavo in se predvsem pogovarjali o tem, kako pomembna je domovina in stvari v tem. Tako kot vsi slovenski šolarji se bodo tudi radenski osnovnošolci ponovno v šolo odpravili 4. januarja. Pogovarjali smo se z nekdanjim vratarjem nogometnega kluba Mura 05, ki se je po enem letu vrnil v rodno Mursko Soboto. Gačevski je s strani Nogometne zveze Makedonije prejel priznanje za najboljšega igralca v domači ligi. Jaz mislim, da večjega priznanja ne moreš dobiti. To je najvisoko kalejko. Tako fej sem srečen in to priznanje posvečujem mojemu očetu, mami. Če mogoče za konec samo še poveste, kakšni so načrti oziroma želje za naprej? Zdaj sem v Vardaru, prvi smo na lestvici, momentalno sem drugi golman, poslednje 2 tekme sem branil. Tome Pačovski ima že 34 let in ima pogodbo samo do decembra. Ampak jaz treniram in čakam na svojo šanso in vem, da bom jo dobil. To mi je največja želja, da postanem prvi golman Vardar Skopje. Poglejmo si še ob koncu, kakšne vremenske spremembe se nam obetajo v prihodnjih prazničnih dneh. Danes je bilo večinoma oblačno. Opoldne so 6 stopinj Celzija izmerili na Goričkem, stopinjo manj je bilo v Lendavi, v Murski Soboti je termometer opoldne pokazal 4 stopinje nad lediščem, v Radencih pa so izmerili 3 stopinje Celzija. Jutri dopoldne bo na Primorskem in Notranjskem oblačno, popoldne pa se bo oblačnost trgala. Drugod bo sončno z jutranjo in dopoldansko meglo po nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 4, najvišje dnevne od 4 do 10 stopinj Celzija. V Murski Soboti in v Mariboru bo jutro dokaj oblačno in megleno. Jutranje temperature se bodo gibale okoli ledišča. Čez dan se bo razjasnilo, ob delno jasnem vremenu bodo termometri čez dan pokazali okoli 4 stopinje Celzija. V soboto, nedeljo in ponedeljek vremenarji napovedujejo večinoma sončno in jasno vreme. Zjutraj bodo termometri pokazali -2 stopinji, čez dan pa se bo ozračje ogrelo na okoli 8 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Bodite z nami tudi v prihodnjih dneh in spremljajte naše oddaje. V nedeljo bo Marjan Dora v oddaji Dora gostil strokovno direktorico UKC Ljubljana Marijo Pfeiffer. Preživite lep in miren božični večer ter srečno.